Najprej pa pozdravljam Lejo Čerin. Čerin se piše tako, kot se tudi jaz pišem, ne naključno, ona je žena mojega brata, zato se bova Leja tikala, a ti je to v redu? Super, pozdravljeni. Takole, hvala lepa, ko si se odzvala, Leja, v teh težkih korona časih, ko poteka šolanje v doma, je ravno pravi čas, da se pogovorim s tabo, da rečeva kakšno o šolanju od doma, da starši dobijo kakšno dobro idejo, ki jo uporabijo pri svojih otrocih. Leja se namreč ukvarja s tem, da pomaga otrokom pri tem, da se naučijo, kako naj se učijo. In pri tem pomagaš, mislim, da tudi staršem, pa tudi učiteljem, tako da se bova vseh teh treh populacij nekako dotikala, to se pravi otrok, staršev in majčkeno tudi učiteljev. Leja, pozdravljena. Živja. Takole. Torej, glej, si žena mojemu bratu, ne, mati trem deklicam, 2 sta na začetku najstništva, 3 bo tudi kmalu tam, a se motam, ali je tako nekako pri vas, a ne? Zdaj pa sploh se mi zdi, da nekako teli otroci hitreje pridejo v leta najstništva, no. Tako da zelo hiter. Čisto formalno Katja še ni v najstništvu? Ne, ni še, ampak vidim, da starejšim dvema pa zelo tako so ji za zgled in jim hiter sledi, no. Evo, 3 punčke in imaš izkušnje tudi zdajle svoje šolanja na domu, a ne, verjetno se ukvarjate. Verjetno se zdajle punce tam nekje v kakšni drugi sobci ukvarjajo s kakšno konferenco ali pa s čim takim, a ne. Ja, ziher, veš, ena je v svoji sobi, ena je v jedilnici, ena ima zdajle prosto 1 uro, lahko igra. Da mama lahko snema podcast, ali kako? Ja, tako, ja. Evo, pol moramo kar hitro začeti, Leja, evo, takole malo, da sva prebila let. Leja, kako bi se ti opisala, kaj te navdušuje, tako malo posegam, evo, tvoje privat življenje. Sebe opisati je kar težko, a ne. Jaz vedno rada vidim tako, da poslušam druge, kako me vidijo, pa pol malo vzamem od tega, ne. Taka sem videti z drugim, okej, a se jaz s tem strinjam ali ne. Drugače pa, a veš, ja, v prvi vrsti mama, zdaj v teh časih imam še kakšno dodatno vlogo, a ne, ker si mogoče nam rekla, da si nisem želela oziroma planirala, ampak v teh časih res se mi zdi, da skačemo iz ene vloge v drugo. Iz katere v katero skačeš? Ja, iz mame v učiteljsko, pa potem v vlogo žene, ne, pa vmes kdaj tudi v vlogo prijateljice, pa tako naprej, ne. Sej, mogoče se bova mogla malo tudi pol v nadaljevanju dotakniti tega, ne, kako razmejiti to vlogo mame pa vlogo učitelja, ne. Domačega učitelja, ker smo res postavljeni v eno tako situacijo in to sem jaz že v prvem valu Leja, nič nova čakala, da se bova tega dotikala, kar dotakneva se takoj. Kar takoj se dotakneva, kako to razmejiti, evo, odlično vprašanje, sploh mi ni na misel prišlo. Ja, to sem jaz v prvem valu, no, že marca, aprila opazila, da je treba to res ozavestiti, no. A sem jaz doma mama ali sem doma učitelj oziroma učiteljica svojim otrokom. Kako to narediš praktično? Praktično tako, da se odločaš. Ne? In kaj puncam rečeš? Jaz sama pri sebi sem se odločila, jaz bom puncam mama. Nisem učiteljica. Učiteljica sem lahko drugim otrokom. Svojim otrokom sem pa mama. In me tudi one dostikrat, ko jim kaj razlagam, pa želim nekako, da delajo po nekih principih, ne, me kar opozorijo. Mami, govoriš kot učiteljica in to je meni tisti alarm, tisti znak, okej,
ne želijo imeti učiteljice doma, želijo imeti mamo. Torej, kako lahko jaz zdaj to, kar jim želim predati, povedati, svetovati, kako lahko to predam iz pozicije mame. Okay. To je tisto, no, kar se mi zdi tako zelo pomemben, da razmejimo to vlogo, ker zdaj smo res postavljeni, dobili smo še eno službo, zraven, biti učitelji, ampak mi nismo učitelji, ne? Ja, veš, da ne, veliko težav je. Ja. Glej, Leja, ko si prej rekla, kako te drugi vidijo, jaz te vidim, kako te jaz vidim kot eno uspešno mamo. Če se zdaj tvoji otroci učijo, če noben not prletu, ali si jim zabičala, pa če bo rezultat, da bodo stvari, za katere ste se zmenili zjutraj narejene, potem si bila uspešna kot mama, pa vklepaju malo kot mama, pomišljaj učiteljica, čeprav praviš, da si mama prvenstveno, si bila uspešna. Mene tole navdušuje, kako si ti našla nekakšen nov poklic. Tlele na tvoji internetni strani www.rumenahiska.si imaš svoj SP, Rumena hiška, tudi hiša je v resnici rumena, tako da vas najdejo. Praviš, da se ukvarjaš z individualnim delom z otroki različnih starosti ter delavnicami in seminarji, z njimi pomagaš učencem, staršem, učiteljem do bolj uspešnega učenja. Praviš, da si mentorica za uspešno učenje. To je meni se to sliši, da je to nek nov poklic, po mojem, da se nisi raven ti za to izobraževala. Kaj to pravzaprav pomeni, kaj to delaš, kaj v resnici počneš, da si lahko mentorica za uspešno učenje? Torej, jaz sem dejansko po izobrazbi pedagoginja. To gre v pravo smer, ne? Ja, tako da sem že štartala iz te pozicije, da sem bila v šolstvu upletena v izobraževanje in v vse te zadeve. Potem sem pa, že ko sem bila na šoli, sem opazila, da se otroci, da se učenci ne znajo učiti. Torej, da enostavno ne vejo, kako se lotiti, kaj narediti, in da so tudi starši tukaj zelo šibki. Na kar se je pač odprla neka priložnost, ne vem, jaz rečem pač tako ena življenjska situacija, ki je dala nekako prosto pot temu, da se je ustvarila Rumena hiška. In da sem potem tudi začela bolj se poglabljati, bolj raziskovati to področje. Torej, to področje, kako se učiti. Ja. Kako v bistvu se sploh res uspešno učiti. Ker, jaz recimo se nisem tako rada učila, čeprav nisem imela težav. Potem me tudi ni toliko zanimalo, čeprav bi me mogli kot nekoga, ki zaključi fakulteto iz tega področja, ampak šele potem, ko je recimo moja ta velika, torej Ema, ko je bila v 4. razredu, je prišla do nekega poglavja mislim, da je bil predmet družba, ki ni vedela, kaj narediti, kako se naučiti, kako se lotiti tega. Pač 4. razred in se je že zahtevalo res neko konkretno učenje oziroma delo z besedilom. In jaz sem ji takrat rekla, saj to ni nič tazga, saj greš, prebereš, narediš kakšen miselni vzorc, kaj izpišeš in šele, ko sem videla, da tega ona dejansko ne zna narediti, da ne ve, kot miselni vzorc, da ne zna izpisati, da ona sploh ne ve, kaj to pomeni izpisati, narediti miselni vzorc. Saj videla ga je že, ampak da bi ga sama naredila, to je bil problem. In takrat je meni kliknilo, saj to je res, saj večina otrok se ne zna učiti. Potem se je pa še ta situacija zdaj,
to učenje, ne, mi smo se dejansko začeli učiti šele, ko smo bili tam nekje 8. razred, ne, proti koncu osnovne šole ali pa srednja šola. Ne vem, odkrit povedam, da sem se jaz začel učiti šele na faksu. No. Na faksu, ja. Tudi to sem že slišala. Ne? Ja, tam sem šele ugotovil, kaj študi, kaj pomeni, da moraš sedeti pri knjigah zares. Ne? Da moraš sedeti, in to par ur, recimo. Ja. No, to se je zdaj začelo, premikati v osnovno šolo, vse bolj dol v nižje razrede. Ne? Tako da, takrat, ne, to je bilo 5 let nazaj, da je meni ta klik se zgodil. Ok, dajmo pogledati, dajmo raziskati, kako v bistvu te otroke naučiti, da se začnejo... In potem si ti začela to študirati, in potem se je, odprla SP, so prišle prve stranke in zdaj imaš obilo dela, kakor vidim. Imaš delo. Obilo dela. Ja. Ja, ne. Glej, tole bi rad še, tole me je zintrigiralo na tvoji spletni strani www.rumenahiska.si, kjer praviš, da pomagaš pri vzgojiti odgovornost za samostojno šolsko delo. Evo, to je meni ultimativno dobro. Se pravi, da naj se otrok lepo samostojno uči in za svoje šolanje prevzame odgovornost. Ja, kako to narediš? To me zanima. S kom se ukvarjaš? Z otroki, starši ali kako to delaš? Se mi zdi, da bi tako rad slišal en recept. Ne? Ja, ne vem recept. Kako to delaš? Po točkah, ne, po tisti. Kaj narediti prvi korak, drugi korak, tretji korak, tega ni, ne? Ne. Žal tega ni. Kaj pa svetuješ staršem, da bi lahko pomagali otrokom biti samostojni in da so otroci pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje šolanje? Najprej je treba vedeti, da je to proces. Da se to ne zgodi čez noč. Vsi starši si želimo, jaz mislim, da brez izjeme. In da lahko to res tako rečem, da vsi starši si želimo, da je otrok samostojen in da sam dela za šolo. Ja. Zdaj, eni do tega pridejo zelo hitro. Kdo, otroci? Otroci. Ne? Eni pridejo do tega veliko kasneje. Nekateri tudi šele v srednji šoli. Ja. Tako da to je proces. Tako. Tukaj mora najprej starš to sprejeti, pa ozavestiti, da je to proces, da to ni kar tako, iz danes na jutri. Ampak je to pot, po kateri starše peleš? Ali kako? Ja. Tukaj na tem področju, ko gre za samostojnost otroka, sta v bistvu pomembna oba, otrok in starš. Sta pomembna oba starša plus otrok ali samo en od staršev? Jaz bi rekla, da kar oba starša, oziroma vsaj tisti, ki se najbolj vključuje v to šolsko delo. Zdaj, ponavadi je to mama, očetje so ponavadi tako bolj na strani, vsaj jaz imam take izkušnje, čeprav tudi se kakšni najdejo, ki so pa prisotni na tem področju, kar se tiče šole. Ampak tukaj, glede samostojnosti, je res dobro, da so pač vsi vključeni. Pač mama oziroma starš, katerkoli pač že, in otrok. Dobro, da te nisem zapeljal zdaj stran. Se pravi, kar nadaljuj. Kako gre ta proces? Zdaj mi je ena misel šla. Dejansko, tako sem jaz tudi na začetku opazila, ko so te prve stranke k meni prihajale, da je ogromno staršev mislilo, v redu, pripeljemo otroka k nekemu strokovnjaku, tam bo pokazal, kako pa kaj in zadeva bo rešena. Ni tako. To sem jaz tudi potem pač na svojih izkušnjah in napakah, saj učimo se celo življenje, sem ugotovila, da pač res ni tako in da starši morajo biti vključeni. Hočeš ali nočeš. Če želijo neke spremembe na tem področju, če zdaj vidijo, da pač otrok ni samostojen in želijo to spremeniti, potem se morajo tudi oni v to vključiti. Je pa zelo dobro... Kakšno naravnanost imajo? Kaj naj počnejo? Recept spet. Spet recepta, ne?
Lej, naravnanost, ja. Jaz sem enkrat slišala zelo dober ta izraz, da se srečamo na pol poti. Zdaj, zakaj gre? Recimo, bom izhajala iz primera, da zdaj starš pomaga otroku tako, v 90%. Ne? Da se zelo misliš, vključuje. da na mesto njega dela 90% celo, ali kako misliš? Ne. Zdaj bi ampak so tukaj to take zgodbe, ne? So tudi taki, ampak jaz mislim, da je pol to treba malo drugače reševati. Ne? Okay. Ampak zdaj govoriva o tem, da je starš zraven, da je prisoten, da je treba pokazati, kaj naj naredi, da je treba razložiti, ne da starš zdaj na mesto otroka piše in dela vse stvari. To je čist fail, ne? Ja, ti si je že druga zgodba. Ne? Ja. Ampak da pač v 90% je starš zraven in da sodeluje in se vključuje in pač otrok ne zmore sam, lahko rečeva. Ne? Ja. No, to, da se mi srečamo, ta izraz je meni zelo všeč, no, da se srečamo na pol poti, pomeni, da se starš začne umikati stran in da začne predajati naloge otroku. In smo potem, da v bistvu krajšamo ta čas, koliko smo mi zraven, pa pridemo do polovičke, pa potem še malo krajšamo, da pač na koncu je res otrok tisti, ki začne sam delati. A je tvoj cilj ali pa cilj, spodbujaš k temu cilju tudi starše, da je otrok popolnoma samostojen? Odvisno je to od otroka. Ne gre to pri vseh najbrž. Pri vseh ne. Ne gre pri vseh. Ne? Če bi šlo pri vseh, je pa to tvoj cilj, če bi šlo. Ja, če bi šlo, no. Okay. Seveda, zato ker pač starši smo enostavno, jaz verjamem, da pač nimamo časa se ukvarjati z šolo in je zelo dobro in zelo fajn, če pač otrok naredi za šolo vse večino pač sam, v tistem času, preden se starši vrnejo iz službe. Zato, da je potem ta popoldanski čas njihov, družinski. Ja, tako je. To je idealna situacija. Zdaj, a bomo mi prišli do tega in kdaj bomo? Ja. To se pravi, ti staršem in otrokom pomagaš, staršem, da se umikajo, otrokom, da prevzemajo. In jih tudi naučiš praktičnih znanj ali spretnosti, bi rekel, kako se učiti. Katera je tista spretnost, recimo, ki je najbolj manjka po tvoje pri otrocih? Zdaj, v tem trenutku opažam, da so zelo šibki pri organizaciji, pri planiranju. Sploh zdaj v teh, ko poteka pouk na daljavo. Da tukaj so zelo šibki. Otroci, starši ali oboji, ali kako? Jaz bi rekla, da zdaj, če se osredotočva na otroke, potem otroci so. Starši so zdaj tukaj odrasle osebe, zdaj a se znajo organizirati ali ne, ampak jaz mislim, da če želimo otroka nekako osamosvojiti, da moramo tudi starši pokazati, kako se to naredi. In da moramo biti nek zgled. Tako, organiziranosti. Od te do te ure boš delal to, pol imaš pauzo, pol imaš spet to, drugi predmet, spet malo pauze, pa greš malo ven se igrati ali pa nekaj, ne? A tako, v tem smislu organizacije? V tem smislu, da ve, kaj sledi pač dnevu, kaj sledi določenemu predmetu, kako si zorganizira čas. Predvsem pa tudi to, vidim, da so tudi zelo zmedeni na teh platformah raznoraznih. Pač šole imajo zelo različno, preko česa posredujejo to gradivo in da se ne znajdejo, kaj sploh je treba narediti. Kaj je treba danes predelati in tako naprej. Ja. Tako da to je zdaj trenutno zelo taka šibka točka. Se že prihajava na to hektično obdobje šolanja v domu. Jaz bom dal tlele primer, pa teh primerov je milijon, ampak tale znana igralka Ana Dolinar je se razburila na svojem Facebook profilu nekakšen obupan krik
mame, ki želela, ne, pravi, priznam, ne zmorem, bum, 3 klicaji, zmešalo se mi bo, faza je že zdavnaj mimo, meša se mi že zdaj, ne, in tako naprej, in pol naprav. Če je kje mamica, ki se zlaže, da mora lulati, zato da lahko 3krat vzdihne, vedi, da nisi sama. Tako, no, pa še poln vmes, kaj vse Reva počne. Ne vem, meni se zdi, da je malo pretiravala, ampak ni dost stran najbrž od resnice, od izkušenj mnogih mam, morda očetje se ne bi toliko dramatično izrazili, pa tudi so v stiski, ne. Nimamo, ne, zdaj pedagoških znanj, nimamo pedagoških izkušenj. Igralka je tole pravzaprav lepo izrazila stisko, s katero se lahko mame poistovetijo, ne. Tudi ti imaš 3 dekleta, ne. Gotovo se zdajle šolajo od doma, tudi ti imaš svoje delo, ne, ki ga upravljaš, verjamem, od doma. Kako jih šola od doma svoje punce profesionalka, kot si ti, ne? Profesionalka, ki ima znanja, ki ima spretnosti, pa vendarle mama, ne? Ja. Kako loviš vsa ta ravnotežja med tem, da si mama, ima treba kosil skuhati, pa kaj si predstavljam, da si žena, ki ima tudi mož kakšno željo, potrebo, in učiteljica, ne, svojim puncam. Kako se lotaš tega šolanja na domu? Lej, ko sem jaz prebrala to objavo, ne, te igralke, si jo prebrala? Sem prebrala in sem rekla, super. Nekdo je povedal resnico v enostavnem zapisu, kjer se lahko res vsak najde. In tudi jaz sem se najdla v tem zapisu. Definitivno. Pa ti si profesionalka? Ja, lej, ampak sem, a veš, ker smo v tem eni taki situaciji, ki enostavno tudi profesionalci moramo potem nekako najdeti, ne? Ok, čemu bomo dali prednost? Kaj je zdaj problem? Pač tudi najdeti sebe in postaviti tiste prioritete, kaj je zdaj naš fokus. Ne? Tako da to mene vedno malo, take stvari, vedno so mi tako nek klicajček ali pa nek opomnik zadaj, da sestavim pa premislim, kaj zdaj jaz rabim, kaj želim predati, ne? Kje je zdaj moja funkcija, kaj je zdaj moja vloga v tej trenutni situaciji. Ne? Tako da meni se je to njena objava zdela res ful dobra in super, da je to dala ven neka znana oseba in tudi na tak način. Ja. Zdaj, komentarjev nisem brala, ampak verjamem, da se ogromno mamic tukaj noter najde. Ja. Jaz sem recimo, zdaj, ko mene sprašuješ, kako to ravnovesje, ravnotežje najdeti. Jaz sem že, mislim, da lani ali nekaj časa nazaj, sem tole, tudi na spletni strani se da prebrati, no, pač ta metoda super. Pač s.u. ne. Vsaka črka pomeni eno besedo. In meni je to postalo nek tisti opomnik, da se spomnim, ne. S pomeni sproščeno. V smislu, ok, sprosti se. Kdo zdaj? Otrok? Ja. Mama najprej? Jaz, otrok, najprej jaz, ne. Ja. V tej situaciji, če gledava, ne, kako smo mame oziroma starši vpleteni in kako zdaj poiskati ravnovesje. Najprej moram sebe sprostiti, zato da jaz lahko potem pomagam otroku. Če to pomeni, da grem na WC, pa tam zadiham, v redu. Ja. Ne? Je nek način, samo da sebe sprostim. Ker če sem jaz napeta in v stiski in v vsem tistem hektičnem stanju, kako lahko potem pomagam otroku? Ja. Prenašaš to hektiko še na otroka in se derata pa lahko drug na drugega. Ja, ne gre, ne moram. Ne? Sva zaključila v 10 minutah. U pomeni učinkovito. Torej, kaj narediti, da sem zdaj pač čim bolj učinkovit.
Se pravi, v čim krajšem času, čim več se naučiti. Ja, čim več da ne traja delovni tako. dan, cel dan, ne. Ja. Tako. Učni dan, ali kako ne rečem. Ja. Torej, da si nekako zorganiziramo, klele zelo lahko vključuje pač to planiranje, načrtovanje. Kaj smo že govorili. No, res v določenih urah, da je pač to delo narejeno, da se ne vleče čez cel dan. Tako. Ker tega ne želim ne jaz, ne otroci. Bravo. P je pospešeno. Torej, tukaj je, potem pride malo tehnike, malo učenja, kako si zdaj te stvari, ki jih berem, s katerimi se spoznavam, da jih usidram v možgane, čim prej, v spomin. In pa potem je E, torej enostavno, dajmo si poenostaviti stvari. Wow, daj povej, kako to delaš, daj to povej, Ne komplicirati, tukaj se lahko zelo navežemo na tisto, daj sprosti se, poenostavi zadeve. Ne komplicirati. Ja, kaj to pomeni pravzaprav? To se pravi, kaj? A spustimo malo standarde, ali kaj zdaj? Ja. Malo se ustaviti. Recimo, če vidimo pri otroku, da mu nekaj ne gre, pa se kar zapleta, pa kar nič ne gre, pa naredi 5 računov, pa so pravilni, pa potem 5, pa so napačni, pa kar nekaj se ustavi. Ok, dajmo ustaviti zadevo, dajmo narediti samo 1 račun, 2 računa, samo toliko, da smo nekaj naredili iz matematike, bomo potem naprej, bomo dali na jutri, bomo učiteljci sporočili, da pač enostavno ni bil otrokov dan. Ne komplicirati. In potem je na koncu še R. Kot radovedno. Tukaj si pa v bistvu lahko res Kaj? Karkoli, jaz sem to, ko sem ustvarjala to metodo, sem imela v mislih, pač dajmo biti radovedni, kako lahko v najkrajšem času se nekaj hitro zapomnim. Torej, da raziskujemo, kako res biti učinkovit, katere so tiste tehnike, katere so te metode, ki mi lahko pomagajo, da se čim hitreje zapomnim. Ja. Dobro je, evo, se pravi, v tem času, a spustimo malo standarde otroci, ne bojo raven, tako da jim bo znanja umanjkalo, če bo 14 dni karantena, ampak ta karantena se lahko leče v mesece, ne bo najbrž to 14 dni, verjetno bo šlo to v mesece in tale super metoda, a to se vidi na tvoji spletni strani, tole malo predstavlja? Ja, se lahko prebere. Sicer ni potrebno vsakega koraka upoštevati. Meni zdaj recimo v teh dneh se najbolj osredotočam na tisti prvi, na S. Na S, sproščeno. Da tebe sprostim. Ampak tvoje punce, računam, zdaj delajo vsaka v svoji sobci lepo same, ne? Nobena še ni prlaufala, ne? Ne, ni še. Ne, ni še. A pa kolikrat na dan pa prlaufajo k tebi? Bi si včasih želela, da kar malo večkrat. Ne, mi zdaj to govoriti. Ti si že tam, veš, da same delajo, pa si ti zdaj mama ratala nepotrebna, veš, tukaj, da sploh ne rabijo, ne rabijo, zdaj imam pa jaz krcajt. Ja, pa nisi ti tako, kot ta igralka, da moraš sapo zajemati, če ko greš lulat. Moram kar sapo zajeti, zato ker imam tole najmlajšo, ki pa me rabi. Ok. Koliko je stara? Ona drugi razred? 8, tretji razred. Se pozna, recimo teh par mesecev, je nekako dozorela, je malo bolj samostojna, ampak vseeno, ko sem ji prvič rekla, torej mislim prvič, ko sem ji rekla, da pač šola bo spet nadaljava, in tisti prvi dan, ko so se usedle pa pogledale, kaj je zdaj potrebno narediti,
je tako, ne dojema, ne, da je to pač šola. Je rekla, ne, to ni šola. In smo se potem ne 20 minut pregovarjali, a je šola ali ni šola. Ne. V njenih očeh je šola to, da se ona obleče, da vstane, da si da torbico na rame, da gre peš do šole in da je tam. Ne, da je ona zdaj doma z mami in da z mami dela nekaj. Ne. Ja, to ni šola, to je domače učenje. Tako. In to je bilo tudi zanimivo, no, zame, neko spoznanje, da pač kako mlajši otroci vse to dojemajo. Ne. Evo, v enem intervjuju, greva malo naprej, si rekla, da je bilo tudi tebi, ki si strokovnjakinja za učenje, ki si imela eno deklico v 8., 5., 2. razredu, izjemno težko v karanteni in da upaš, da se ne bo ponovilo. Pa se je ponovilo. In se morda bo še kdaj ponovilo, morda pride še tretji val. Bodimo pesimisti, glede na naše obnašanje. Se zdi, da je prav, da smo pesimisti. Ne? Da si se veliko naučila in da boš to uporabila kasneje v šolskem letu. Sedaj smo v 2. valu, jaz sem pesimist, še mogoče 3., 4., ne vemo, kdaj bo v resnici cepivo prijelo, kadar bo. Ne. Kaj dobrega si prinesla iz 1. vala v 2. val in kaj se boš iz 2. vala že naučila za 3. val, če smo pesimisti? 1. val je bil tako, no, dejansko res kar ena preizkušnja. No. Ampak se mi zdi, zdaj, ko gledam nazaj, da je bil veliko lažji kot zdaj ta drugi. Predvsem pa, zdaj nekako, kar delam malo drugače, je to, da poskušam najprej res sebe umiriti, pa si reči, če danes ne bo narejen, bo jutri. Ker otrok tudi nima vsak dan tiste ta prave volje za delati, tako kot odrasli ne. In se poskušam nekako tega opazovati, kdaj je, predvsem ta mlajša, ne, torej Katja, ki me še rabi, da pač delava skupaj, ne, predvsem jo opazovati tako, koliko je ona zdaj sposobna narediti sama, kaj lahko naredi sama, kdaj pa pač ne zmore, ne gre, je slab dan in... Je pomembno vprašanje, ampak veš, se mi zdi, prav rad bi izpostavil tale vprašanja, ko si rekla, koliko, ti sam povzemam, probama, veš, ful pomembne stvari si povedala, zdaj samo sebe opazujem, da opazim, mislim, se dam v mod opazovanja, da vidim, a punca zmore, koliko zmore, a sploh ne zmore in predstaviva potem na jutr. Ampak ta jutr pa potem pride jutr, jutr je pa treba narediti, ali kako? Ja, jutr je pa treba narediti, in jaz si tudi to povem, pač danes ne bo šlo, razumem, pač rabiš malo več igre, malo več sprostitve, dajva pogledati, kako bo se dan preživel drugače. Pa potem jutr je pa treba. Sam jutr je pa treba to, kar je bilo od danes ostalo in že nov material pride, ali kako je to? Ja. In se tega punca zaveda, ali kako? Ona ne vem, če se, ampak kar lepo imava en tak vizualni urnik tukaj, da jaz potem to ji pokažem. Ta naloga gre zdaj naprej. Vizualni urnik! Ja, zato ker... Se pravi, da vizualizira, zdajle nisem naredila, bom pa jutr morala. In to pomeni, da imam jutri to nalogo, to in še to. A je to na papirju preprosto, ni kakšno računalniško orodje? Ne. Navaden sprinten papir, ker otroci imajo malo težave s tem predvidevanjem. Njim je fajn, zdaj, ni treba narediti. Ni problem, bom jutr, ni problem, bom jutr. A je to že v njeni percepciji, že to mi ne bo treba najbrž? Ja. Ampak ne gre za to, To, da mi dve predstavava, pomeni samo pač
Ja, pač jutri imaš potem toliko več. To je pa res dobra ideja. Ampak, To je pa, viš, tole pa je recept. Pokazati otroku, da ni šlo to v nemar, ne, da ne bova tega zanemarila. Danes nisi v taki situaciji, da bi lahko se ne počutiš dobro, kakorkoli, pod nekim pritiskom smo se že skregali ali pa celo kaj s tem, kakšna muha ali pa karkoli. Karkoli je lahko, ne? Ampak klej iz urnika smo dali to zdaj na jutri, sam veš, jutri boš imela to. In vidi, kako se to predstavi. Ali to se dopiše zraven v urnik ali kako? Kar dopišeš? Jaz kar dopišem, pa še puščico potegnemo. Tole sva dale tjale. In pogledava, kateri predmeti so tudi jutri. Če bi se mogoče bolj splačalo vse en danes narediti, ali vse en dava na jutri. A se potem gajate, ali kako? Ona vidi, joj, bo morala pa jutri, si to ne bo šlo adijo, ne? Tako da dejansko pol vidi res, ne, kje je. Ok, super. Tako da take stvari, to je vse organizacija. Tudi pri starejših je dobro imeti kar nek res sprintan, narejen urnik. Kako poteka dan. Ure v dnevu. Zdaj, če v šoli grejo pač po urniku, jaz pravim pač napiši si tisti urnik, ki ga imaš, napiši si za vsak dan, kaj bo potrebno narediti, učbenik ta stran, delovni zvezek ta stran in potem kljukaj, kaj je narejeno. Ker ogromno jih samo brska lista po teh virtualnih straneh in so zmedeni in ne vejo, kaj je treba narediti in pol jim ostaja snov. To pa je en recept, končno smo pa našli. Končno smo pa našli en fajn recept. Lejte, ljudje, vzamite ga v roko, en navaden papir, urnik in pište lepo skuljen gor in čao. Skupaj z otrokom bi rekel, kako je to? A se urnik postavlja skupaj z otrokom, a ne? Ja, zdaj pač, v mojem primeru, pri Katji je tako, da mi dobimo vnaprej, za cel teden, za cel teden, točno po urniku, kot so ga imeli že v šoli in napisano, kaj se bo delalo. Tako da je veliko lažje nekako predvidevati, kaj nas čaka v tistem tednu, tudi meni se je lažje potem organizirati. Pri starejših pa jaz tako predlagam, da pač se res naredi nek urnik na A4 list papirja, se prepiše in se kar za cel teden, če se le da, tudi vpiše noter te osnovne naloge. A veš, učbenik toliko stran, torej tisti dan bom odprl učbenik na tej strani. Tako da ni potem bluzenje, joj, kje naj že odprem, kje naj kva. Po tista konkretna navodila itak mora iti pogledati v navodila učiteljce. Ampak sem toliko, da res vem, danes imam na sporedu učbenik. Super, Leja. Veš kaj, to je pa še tole v smislu moje filozofije. Ko hočeš ti, da se neka stvar zgodi, mora biti vstopni prak, veš, kako ne rečem, da se to začne, mora biti nizek. Se pravi, ko se ti usedeš, še en pogled na steno, kjer imaš urnik, na tej strani moram to knjigo odpreti, evo, pa se že začnem učiti. Ne, da se ti še zatakne, kje v mailu bom jaz to najdel, kje tam bom to najdel in potem te hiter spod spravi nekam drugam. Ful dobre. Hiter. Zelo hiter. Pa takole, ko so pred računalnikom, tudi potem zelo hiter. A veš, rajkašno igrco, ker se, ne? Na YouTube ali pa kam. Super. Tole pa je dobre. Še eno vprašanje. Tisti, ki se še malo lovijo, kaj narediti zdaj v tem času, sestavite urnik. Amen. Mogoče bo to prvi. Tako, mnogim bo le že ta čist preprosta pomagala. Zdaj pa eno tako vprašanje, ki se še mojega brata malo dotika. Kako naj si oče pa mama? Zdaj, moj brat ima srečo, ima profesionalko, ne? Ampak vendar, kako naj si oče pa mama porazdelita delo v tej hektiki, ne? Kako naj sodelujeta? Veš, ni nujno sam na pedagoškem področju. Tako da mečkan širšo sliko zdaj le pogledava. Malo kukamo v vajno organizacijo družinskega življenja. Če dovoliš, boš šla do globine, do podrobnosti, ki boš sama hotela.
Ja, tole ne vem, če bo čist njemu všeč, ne? Aha, no, ne, potem... Ja, ampak, lej, bom poskusila tako, da bo še... Da bo sprejemljivo tudi za njega. Da bo sprejemljivo tudi za njega, ne? Dobro. Ker se vidiš, da njega zelo malo vpletam v te stvari, ga zelo malo omenjam. Prav zaradi tega, no. No. Sam vendar ti pa lahko kje druge pomaga, lahko, ne vem. Ja. Seveda, jaz mislim, no, če se najprej dotakneva tega pedagoškega vidika, ne, kot si rekel. Pri nas, ne, se točno ve, ne, mama je bolj za družboslovne predmete, ata je bolj za naravoslovne. Aha, tako da se točno ve, to pejte vprašati njega, tukaj ti pa lahko jaz pomagam. Jaz to tako namenoma delam. Bravo. Zato, da pač, ne, na tak način tudi... Komplementarna vidva se dopolnjujeta. Bravo, ne. Midva sva si že itak tako zelo različna, ne. In se mi zdi, da glih to je potem tiska nekako skup drži, ampak jaz prav namenoma, no, ga na ta način vključujem, ker mnogo očetov bi se iz tega najraje pač izklopilo, ne. Ne želi pri tem sodelovati, zato sem že na začetku rekla, mame so tiste, ki se vključujejo v šolsko delo, ne. Dobro. Ampak na ta način, recimo, ko opazimo, da je pa ata na tem področju zelo dober, zelo močan, ne, da tukaj pa obvlada, dajmo tja otroke usmeriti, ne. Če je to matematika, naj ti ata razloži. Če je to kemija, naj ata razloži. Ne? Pa tudi, če jaz vem, kakšen odgovor, se naredim, da ne vem. On ve, vključi se. Vključi se. In potem se začne pač neko sodelovanje, recimo. Bravo, Laja. Ok. Še enega področja bi se rada dotaknila učiteljstva, ne? Področja učiteljev. Kaj pa bi svetovala učiteljem v tej... Kako naj oni pomagajo pravzaprav staršem, da bo manj hektike v družinah? No? Takole, ko se jaz pogovarjam z starši, vidim, da so, predvsem mi tako sporočajo, da je še vedno preveč snovi, da otroci še vedno ne vejo, česa se lotiti, kaj je pomembno. In zato tukaj jaz pač opazujem, zdaj učitelje imam to, sem zelo vesela in sem zelo hvaležna, da jih lahko opazujem prav iz prve roke. A ne? A to se pravi, na kakšno šolo hodiš ali kako je to? Ja. In res se trudijo, gredo nasprot, da bi bilo na čim več načinov ta snov posredovana. A ne? Je drugače, seveda, ampak predvsem se mi zdi pa, da še vedno ni tistega, da bi se snov zreducirala, da bi šlo res samo pomembno. Je zdaj le ena taka priložnost, da bi selekcionirali to, kar je pomembno. Ja, in jaz res to upam, no, da se bomo opogumali, pa to izpostavili, kaj ni pomembno, kaj res ni pomembno za te otroke, da to znajo in vejo, ker je to osnovna šola. Osnovna, ne? In bi se res lahko, res idealna priložnost, to se je pokazalo že v prvem valu, se meni zdi, in da se iz učnih načrtov črtajo vsi tisti balasti, ki so pomembni. No? Pa imaš občutek, da se to dela? To je bil tvoj nasvet za delati, ampak a se dela v resnici? Lej, so učitelji tudi obremenjeni s tem, kaj morajo predati. Ne? Sicer neke smernice so bile, da dajo prednost določenim vsebinam, ampak s podnapisom, v opombah, da ostalih vsebin se pa tudi ne sme zanemariti. Kaj smo pol naredili? Vse, najbolj, da kar vse, da bom na varni strani, ne? Ja, ne? Okay.
Okay. Mislim, počasi zaključujemo, zelo dragoceno. Hvala za tole, ampak še eno vprašanje, ki pa ni pedagoško, ne? Kako naj starša ohranjata po tvoje dober odnos med njima? Kako to delata vidva, če nisem preveč oseben v tej hektiki? Ja, res je treba tako ne pozabiti tudi na partnerstvo, ne? Jaz vidim in opažam, da tudi po svojih izkušnjah, ne, zdaj, kar se dogaja, da smo dali prednost šoli in je samo šola. Šola. Ne? In pri nekaterih družinah, tudi koliko se sprehajam po ulici, mimogrede slišam, ne, ja, mi šolo delamo od jutra do večera. Okay. In res mi tako dobro vprašanje si zdaj postavil, ne? Jaz tudi takrat, pa sej ni samo šola, ne? Sej smo tudi odnos otrok, odnos partner, mož, žena, kaj pa to? Tega ne smemo zanemariti, tega ne smemo pozabiti. In spet smo tukaj na tem, da je treba to ozavestiti, namensko temu dati čas. Zdaj, na kakšen način je to pač odvisno od vsakega para posebej, ne? To že... Ja. Kako vidva, ja. Ja, midva imava gost klele, ne, par korakov stran in to je tist najin, kako bi se rekel, čiščenje, pucanje, ne, vsega, kar se dogaja in je to ena taka res fajn izkušnja, ne, iti na sprehod, iti v naravo in se tam pogovoriti. Pa seveda najde ta čas, da se tudi umakneš od otrok stran, ne? Najde tudi čas, da se umakneš od otrok, da sta sama. Vidva lahko, ne, nimaš čist mečkane, ampak dojenčka vzameš sabo ali pa tazga čist mejhanega, ne? Ostali pa tam, kjer se da, veš, tam, kjer se da, ne, se pač, zdaj smo res vsi skupaj, smo cele dneve zaprti, ne, v narekovajih zaprti, ampak prav preveč interakcij imamo, Ja, in res včasih konc dneva si gremo že malo na živce, ne, če si iskreno. Ja, in jutri bo spet tak dan, ne. In jutri bo spet tak dan, in tako še naslednji teden in še, ne vemo dokdaj. In je treba poiskati te trenutke, je treba potem poiskati, ne, namensko si kar določiti mogoče, ne, da ta dan imava pa midva čas zase, ne vem. Jaz sem tudi kakšne tako kolegice poslušala, ne, da si kar rečejo, zmenk imava, imam zmenek z možem. No, wow, super! Naj ti povem, v družini in življenju imamo to kot standard, vsak mesec vsaj en zmenek, zdaj, ko imamo nekateri več cajta, ga imamo zelo pogost lahko, ne, zmenek, ki je zmenek tako kot takrat, ko so bila fant pa punca, no, to delamo. Ja, da greš res ven, da greš na večerjo ali v kino ali na predstavo, gledališče, nekam. Sicer zdaj to pač odpade, ampak iščemo pač druge variante. Ne greš ven, si doma svečke, pač greš pa nekaj dragocenega, nekaj tazga posebnega skuhaš, ne, prepraviš ali karkoli. Evo ti. Leja, zaključujeva. A bi ti še kaj dodala za naše poslušalce, kakšen recept za na konc nekaj, kar te nisem vprašal, pa bi ti bi nad vse rada povedala? Receptov ne bom dajala, ker jih ne moram, ker jih ni. Če tudi smo enega našla, ne? Enega smo sicer našla, tako da to bi bilo resno, pač predlog za vse tiste, ki se mogoče malo lovijo, ne, v tem času, da naj si kar sestavijo en tak urnik, ne. Drugače pa, jaz bi tako rekla, no, mirnost, najdete v sebi neko mirnost, neko umirjenost. Predvsem se mi zdi, no, starši ali pa predvsem mame, da smo tiste, ki moramo to poiskati, moramo najti, se umiriti. Je težko, sploh zdaj, verjamem, da je težko, ampak ko sem jaz mirna, potem tudi to otroci prevzamejo. In lažje bojo potem tudi za šolo delali. Pa je otrok lahko hiperaktiven, karkoli,
Ampak tukaj želim predvsem to poudariti, če sem jaz vsa taka napeta, v stresu, to se pozna na otroku, ampak ne tako, da je on živahen. Tisto je normalno. Živahni otroci so, ne? To je normalno. Predvsem to pač res mirno. Kar ne bo danes, bo jutri, se bo uredilo, pa zadihati. Ne? Tako kot je ta igralka dobro rekla, pa tudi ena, mislim, da je bila psihoterapevtka, magar vzami si 2 minuti, 5 na stranišče in tam zadihaj. 3-krat vdihni globoko, izdihni, ozavesti to. Deva, Lea, zaključiti s telim mirom, zelo, zelo dober poudarek si dala za na konec. Se ti najlepše zahvaljujem za tele misli, za podeljene izkušnje. Jaz verjamem, da bova še kakšno oddajo naredila na kakšno temo, ko naj bo kakšna igralka, kakšen igralec, nekakšen ravnatelj ali pa kakšna učiteljica, ki je sprovocirala, bova našla še kakšen čas, pa posnamava še kakšno oddajo. Hvala lepa, Lea Čerin. Hvala tebi, Aleš. Veliko uspeha pri šolanju svojih punc, pri pomoči otrokom, staršem z metodo SUPR. Takole, najlepša hvala, pa vse dobro. Enako.